Dobrodošli na Aropel Balkans, na še eni oddaji od v bistvu Ahmadi Religion of Peace and Light, tako da samo da se postavi povezava in da se tehnične stvari glede prenosa uredijo. Ja. Pravi, dobrodošli na kanalu Aropel Balkans, jaz sem Jan in predstavljam Ahmadi Religion of Peace and Light za področje Slovenije in v bistvu drugi, ki so na področju bivše Jugoslavije, pač predstavljajo prav tako iz mnogih delov bivših republik, predstavljajo to religijo na tem kanalu, govorimo slovensko, govorimo v vseh ostalih dialektih bivše Jugoslavije, tako da to je to, če koga kaj moti, lahko govori angleško, drugih jezikov pa ne govorimo. In se pravi, začel sem s hinduizmom, se pravi, naredili smo nekako paralelo med hinduizmom in islamom in nekako smo začeli govoriti o tem, kako pač sta islam in hinduizem nekako bazirata na isti osnovi, se pravi, na monoteizmu, čeprav je to večinoma nekaterim muslimanom težko razumljivo, ne? Ampak, gledajte, pač nihče ni imun, ne, na ignoranco ali na nevednost, se pravi, zato je treba te stvari razložiti, ker pač večinoma nesporazumi izvirajo iz neznanja, ne? Se pravi, iz ignorance in iz stvari, ki pač je mogoče malo bolj ne vem, nekomu, komu razloži stvari, ne, reče, opa, ne, jaz pa tega nisem. Ne govorim o tem jeziku pač iz preprostega dejstva, ker pač sem bil deležen mogoče malo bolj posmehljivih besed, ne, ker sem pač Slovenec in nekateri pač jim je smešno, ne, da nekdo trdi, da razume islam, ne, kar je mogoče tudi kdo od akademikov kdaj demantiral, ne, naprimer Primož Škrbenc je eden od njih, ne, ali pa ne vem, mogoče kakšen dopisnik iz kakšne države je tudi demantiral te stvari, ampak gledajte, te pač kakršnekoli mislim rečem pan-nacionalizmi, ne, v bistvu, ker v bistvu interpretaciji, da pač iz tam, kjer nekdo je, ve bolj o tem, kot nekdo, ki bere knjige, ne. Lej, če se gremo tako, potem pa vzemimo, ne vem, ta prvega pastirja tamle, ki ga srečamo iz Anglije in nam bo on razlagal vso angleško kulturo, ne. A veš, ne, če smo pri tem, ne. Ker on je primat, ne. On ima primat nekje in on je ta primarni domorodec, ne, ki avtomatsko ve vse o angleški kulturi, ne. Čeprav mogoče kakšen, ne vem, mogoče Aleksandar Kristoforov, ne, ve mogoče veliko o angleški kulturi, pa je človek Grk, ne. Ampak bomo rekli, da so te stvari mogoče naključne, jaz pravim, da niso, ne. Ker domorodci in lokalpatrioti definitivno imajo vedno prav, ne. Se pravi, lahko zavijemo za ta prvo gal ali pa v ta prvo gostilno, da to ugotovimo, pač, če začnemo o nekomu razlagati kakšno neprijetno temo, ker bojo kmalu pač bomo ugotovili, da ja, primarni prebivalci naselij pač imajo nekako vedno te lokalni, celo lokalne je celo oznaka za kakšno mesto, kjer se zbirajo ljudje in da seveda, če je lokalno okolje, potem kdo bi lahko to demantiral. Ampak pustimo to, ne. Gremo mi s hinduizmom naprej, ne. Evo,
če bi bil Krišna danes tukaj, ne, bi se morda nasmehnil o tem, kako so se muslimani v Pakistanu in v Indiji, pač zakaj so med seboj v velikem sporu, čeprav v bistvu oboji pripovedujejo isto zgodbo in se držijo iste pripovedi. Ne. Le da vsaka stran drugo dojema kot sovražnika. Ne. Pač stvar je ista, če bi prav vsak od njih zavestno prišel do razumevanja, da sta morda obe pač civilizaciji na isti strani in da sta morda tako Krišna kot prerok Mohamed, salallahu alejhi ve alem, božja avatarja ali božja poslanca v stvarstvu, bi lahko mogoče prišli do skupnega razumevanja. In ja, se pravi, govorili smo o hinduizmu. Ne. V prejšnji epizodi je na internetu zdajle in sem jo postavil na kanal, smo govorili o indijskem ljudstvu. Ne. V islamu poznamo nekatere pripovedi, ki govorijo o tem, da se bo v času Mehdija pač zgodilo veliko odprtje, se pravi the grand opening, in velika združitev z velikim indijskim ljudstvom, ki je že od samega začetka velika civilizacija z globokim razumevanjem modrosti, znanja in ohranjanja znanja. Se pravi, kot smo omenili v prejšnji epizodi, obstaja pripoved, ki pravi, da sta dve družini ohranjali znanje astrologije. Ne? Obe pač pleme izmed ki je pripadnik islama in pleme, ki je v bistvu pripadnik hindujske veje, pač te astroloških poznavalcev. Ne. Ena družina je med Arabci, torej Allah Mohamed, in ena družina je med ljudmi Indije. Ne. In poskušali smo dokazati, da je bilo poslanih 124,000 prerokov in poslancev, ter da je bilo mnogo prerokov in poslancev poslanih tudi v Indijo. Ne. A o njih bomo mogoče še govorili kasneje. Govorili smo, ne vem, o Budi, recimo, jaz sem postavil teh Eightfold Path varianto, ne, pa v bistvu te štiri načela budizma, ki je bil prav tako prerok in poslanec, vendar v drugem delu. Ne. Trenutno pa pač se bomo osredotočali na Krišno in Arjuno. Jaz sem tudi pač par teh videov naredil, ne, o tem Bhagavad Giti. Tudi Bhagavad Gito bomo razdelili v bistvu, ker je ena izmed knjig Mahabharate, v bistvu, kot smo že omenili. Ne. Govorili smo o tem, da je hinduizem pravzaprav monoteistična vera. Ne. In to je mogoče komu nedoumljivo, ampak kaj ćemo zdaj narediti? V današnji epizodi želimo govoriti o indijskem epu, ne, o tem svetem besedilu, imenovanim tako Mahabharata. Mahabharata je del, ki se imenuje Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je bolj znana in se osredotoča na določen vidik bitke, ki je opisana v Mahabharati. Tukaj bomo začeli, ne, in potegnili bomo usporednice med to zgodbo in zgodbo islama, saj obe v bistvu pripovedujeta zelo podobno zgodbo. Ne. Se pravi, v Bhagavad Giti je predstavljena zgodba družin, gre se za bratrance, dve krvni liniji, ki sta med seboj v vojni, ne. Sta sprti in sta nekako v sporu in oba rodu izhajata iz ustanovitelja kraljestva Kuru v Indiji, moža po imenu Bharata. Ne. Po njem je poimenovana tudi Bharata, današnja Indija. Se pravi, ta mož prenese nasledstvo, ki mu je bilo podeljeno od bogov. Na svoje potomce, božansko je imenovan in potrjen. Ne. Nasledstvo se prenaša iz enega potomca na drugega, dokler ne pridemo kaj do točke, ko ima določen naslednik dva sinova. Ne. Starejšemu ime Dhritarashtarta, mlajšemu pa Pandu. Ne. In starejši sin meni, da je upravičen do nasledstva, vendar je kaj? Je slep. Ne. Človek je slep in zaradi te hibe ga oče preskoči in reče: sine, ti si slep, in kraljestvo preda mlajšemu Pandu. Ne. In to preskakovanje povzroči z veliko zgranjenost v srcu starejšega brata. Ne. To se podobno kot pri Ramayani. Ne. Jaz sem imel malo problemov, ko sem delal to serijo, ker sem mogel pač glasovno to prenesti. Je zelo težko v bistvu to prenesti, to zagranjenost nekako, ker je zelo tragično. Ne. Pusti vtis na človeku in ni niklih najlažje to razlagati. Ne. In čuti se zatiranega. Ne. Naprimer, Pandu, ki prejme nasledstvo, ima 5 sinov.
vendar umre mlad in ne vlada dolgo. Ne. Tako kraljestvo Kuru ostane v dilemi. Ne. Mladi sinovi so še otroci in ne morejo vladati. Ne. Se pravi, Ditar Šatra, slepi starejši brat, prevzame skrbništvo nad 5 dečki z dogovorom, da jih bo le vzgajal in skrbel zanje, dokler ne bodo dovolj stari za vladanje. Se pravi, ne bi smel poslati vladar namesto svojega brata, temveč le skrbnik. Ne. Vendar si tega v resnici ne želi. S časoma se navadi na oblast in si želi, da bi kraljestvo prišlo na njegove lastne sinove, ki so bratranci Pandujevih sinov. In eden od Pandujevih sinov je Arjuna, osrednji lik epa. Tako se razvije boj za nasledstvo in kraljevanje. In kaj se zgodi? Otroci Ditara Šatre po epu niso zainteresirani za to vero. To, kar jim Arjuna govori, te od Ditara Šatre, pravijo, lej Arjuna, ti tam to ne boš razlagal, mi smo iz drugega plemena in takrat se pojavi v bistvu manifestacija Boga v stvarstvu. Nekakšen imam časa, ali najvišji poslanec Boga, ali avatar Božjih imen v stvarstvu, to je lik, karakter po imenu kaj? Krišna. In Krišna preizkusi oba rodu. Reče, lej, to je Arjuna, vi ste pa od Dira Šatre in pove, da se bo razdelil med nje, v bistvu, da bo šel med njih in enemu bo dal svoje vojske in materialno bogatstvo, drugemu pa sebe. Se pravi, Krišno kot samega sebe, da bo razložil, zakaj se gre. Sinovi Dira Šatre, Ditara Šatre, izberejo vojsko in materialne dobrine. Se pravi, ti ljudje rečejo, mi bomo imeli vojsko in materialne dobrine in ne izberejo Krišne samega. Sinovi Panduja pa izberejo Krišno in mu ostanejo predani. In tukaj vidimo temo božansko določenega nasledstva, se pravi 2 krvnih linij, bratrancev, ki so med seboj v vojni. Ker je eden preskočen, pač ga preskočil pri nasledstvu. In to je tema, ki jo bomo videli tudi v islamu, pa tudi v Tori in Svetem pismu. Se pravi, posebej v zgodbi o Izaku, Ezavu in Jakobu. Se pravi, podobna zgodba, zelo tragično seveda, če jo nekdo prebere, Izak, Ezav, Jakob, zelo detrimentalno za celotno hebrejsko nasledstvo. In recimo imamo primer, da Izak ovito slabi, starejši sin Ezav je preskočen, nasledstvo pa prejme mlajši sin Jakob. To povzroči velik spor med bratoma. Se pravi, Arjuna se znajde sredi bojišča, kjer vidi sorodnike, s katerimi je odraščal in so pripravljeni na boj. Gre se za epski spopad, kjer nevera nastopa proti veri. In zlo proti dobremu, uzurpatorji kraljestva proti božansko imenovanemu posamezniku ter božjemu poslancu ali avatarju Homo Krišni. In nekako duhovni svet proti materializmu, proti materialnemu svetu, Arjuna postane zmeden glede pravilnega ravnanja, se malo zmede in bori se sam s sabo. Se nekako ima ta boj sam in sabo, se jezi, zakaj nisem to, kaj bi zdaj naredil. In v arabščini se takšen boj imenuje džihad. Pravi, ko nekdo reče džihad, to pomeni boj. Ampak ni to džihad, da zdaj nekdo vzame pač, neko orožje in začne gre proti. Ne. To je v bistvu ta notranji boj, ali pa tudi očitni boj, ker nekdo hodi po ulici in pač se razburja, se bori sami s sabom, ker pač ima te samogovore in pač ljudje ga pustijo primer, reče, da ta človek se bori sami s sabo in pustimo ga primer, ali pa nekdo reče, ta človek ima problem in dajmo mu pomagati, a je vse v redu, a je vse, ker noben se tako ne razburja. In pač Arjuna je bil eden takih, je imel, kako bi se rekel, problem, moralno dilemo je imel človek, čisto po domače povedano, kot jo ima vsak človek od tukaj do tam ali pa od
tja nazaj. Ne. In pač zgodi se to, da se znajde sredi bojišča, gre se za epski spopad in se gre za to, pač, da se gre za ta džihad njegov. In Krišna ga v Bhagavad-giti skozi notranji džihad in tudi skozi zunanji pač preizkusi. Ne. Se pravi, ta avatar preizkusi Arjuna. Ne. Do te točke je težko razumeti, da se zgodba skoraj identično ponovi v zgodbi islama. Ne. Identična zgodba, malo spremenjena, ampak zelo očitna, če pogledamo to zgodovinsko. Ne. V islamu, bodisi sunnitskem, bodisi šiitskem, v obeh verzijah, obstaja pripoved o možu po imenu Mohamed, sallallahu alejhi ve alej, ki ga je izbral Bog. K njemu pride Božji poslanec, angel Gabriel, in mu oznani njegov položaj, ga poučuje in vodi. Potem pa pač, kaj se zgodi? Tukaj imamo temo, na enak način, kot imamo temo Arjune, in Arjuna je bil mimogrede v sami zgodbi božanskega izvora, njegov oče oziroma je bil potomec bogov, ne, in delno potomec Panduje, se pravi bogov, teh pač plemenskih božanstv, ali kako teh ljudi, ki so ga pač po božansko so imeli čaščenje teh svojih avatarjev. Ne. Tako imamo idejo, da je Arjuna božansko imenovana oseba, ki prejema nasvete od druge božansko imenovane osebe, in tukaj imate pač Mohameda. Tukaj imamo Mohameda, sallallahu alejhi ve alej, božansko imenovano osebo, ki prejema nasvete od druge božansko imenovane osebe, to je od Gabriela. Ko prerok Mohamed, sallallahu alejhi ve alej, nastopi in začne oznanjati svoje sporočilo, se sooči z veliko sovražnostjo koga? Ljudi iz Meke. Ne. Razlog je v tem, da ga prebivalci Meke, njegovega rojstnega mesta, kjer je odraščal in prebival, večinoma zavračajo. Zavrnejo ga, zakaj? Ker imajo druge bogove, ne. Ker so neverniki. Bolj jim je mar za pridobivanje materialnega bogatstva, saj želijo ohraniti Meko kot središče, kamor prihajajo različna plemena trgovati, pleme Kurejš pa s tem služi denar. Ne. Evo, bom se tle ustavil, da malo premora naredim, da vem, če je kakšen gost, ki je. Evo, Green Hunter, bom tepim White poslal. Ej, dal sem ti pač, je pobegnil. Green Hunter je pobegnil, živijo. Abbas, tudi živijo, salamu alejkum. Nadaljujem s primerjanjem, primerjalno, komparativno miselnost med religijami, se pravi med islamom in hinduizmom. Če vas tema zanima, ste pridružite, če ne pa sam poslušajte. In glavni sovražnik v islamu, preroka Mohameda, sallallahu alejhi ve alej, v islamski zgodbi, je pravzaprav njegov sorodnik. Ne? Tako kot je Arjunov sovražnik, njegov bratranec, je tukaj Mohamedov oddaljeni bratranec Abu Sufjan, tisti, ki mu stoji nasproti kot glavni sovražnik. Njegovi potomci na to podedujejo to sovraštvo do Mohameda in njegove družine, ter se borijo proti njegovim otrokom. V zgodbi islama in njegovem boju imate tudi idejo 5 svetih osebnosti, ne, ki jih podpira angel, 6, to so Mohamed, Ali, Fatima, Hasan, Husein ter Gabriel. Vsi na začetku islama in so osrednji osebnosti epa stalnega boja med Beni Hašem in Beni Umajo. Ne. In gre se za dve veji potomcev Abdallah Manafa, ki sta med seboj v vojni. Ena je predvsem usmerjena v materialno bogatstvo, zavrača vero in se ne zanima za duhovno. Ne. Druga skupina pa so Božji poslanci, z njimi je Bog jih podpira in mar jim je za duhovno področje. Nenavadno je, da tako kot Ditar Šatra, tudi Abu Sufjan, sovražnik islama, potem ko je večji del svojega življenja in premoženja porabil za boj proti preroku Mohamedu, sallallahu alejhi ve alej, na koncu doživi poraz glih strani Mohameda in muslimanov. Ne. Prisiljen je navidezno sprejeti islam in vstopiti pod islamsko oblast, zgodi se nekaj, o čemer se ne govori veliko. Se pravi, Abu Sufjan po prisilnem spreobrnjenju sodeluje v nekaj bitkah skupaj z muslimani. Ne. In v prvi izgubi eno oko, v drugi izgubi še drugo oko. Tako postane kot slepi brat Mohameda, sallallahu alejhi ve alej. Jezen nekdanji vladar Meke, ki pa ni imel božanske pravice do oblasti. Ko pride islam in Bog izbere ter podpre Mohameda, sallallahu alejhi ve alej, in njegovo družino, je nasledstvo kaj? Je odvzeto njemu, čeprav meni, da je on zgradil
oblast v rokah. Zaradi tega, kaj razvije veliko sovraštvo do Mohameda in njegove družine. Po nekaterih zgodovinskih pripovedih naj bi Abu Sufjan po izgubi obeh oči prišel do Udmana ibn Afana in ga vprašal, ali kdo posluša. Udman je odgovarjal ne. Na to mu je rekel, obljubi mi, da bo stvari vrnil v stanje pred islamom. Kaj se zgodi potem? Stvar postane zelo očitna. Njihov cilj je bil ponovno prevzeti oblast, kalifat. Hoteli so imeti kalifat nazaj in od Mohameda, in to se je po Abu Sufjanu zgodi z njegovim sinom Muavijo. Muavija, če pogledamo celotno Nahžul Balago, se pravi ta vrh elokvence, vrh govorništva, je večinoma to nekako pisma Alija ibn Abi Taliba Muavije. In če tega ne bi bilo, tudi ne bi bilo kalifata Alija. Tudi malo ne bi imeli muslimani tega vodenja celotne kongregacije strani Alija, ker bi bilo konc že zelo hitro. In tudi kar se kasneje tudi zgodi, ampak kaj ćemo zdaj se, slepiti, da se to ni. Ampak nekateri to cenzurirajo. Ne cenzurira to zgodovino. Zgodovinari tega ne cenzurirajo. Cenzurirajo to ljudje, ki hočejo, da se stvari pozabijo, da se stvari zataškajo in ne želijo govoriti o tem. In kaj ćemo zdaj narediti? Kaj ćemo zdaj reči, ne, to pa ni islamska zgodovina? Ja ne moramo to reči in tudi jaz tega ne moram reči. Tako kot ne moram reči, recimo, da je Rimsko cesarstvo prevzelo krščanstvo kot religijo imperija. Ne moram reči tega, da se to ni zgodilo. Lahko rečem, ne moram tega reči. Bi naredil krivico vsem zgodovinarjem, ki so kdajkoli učili zgodovino v šoli. Vidiš? In tega jaz, ki se nima za nove kokočenga, ampak pa ne morem tega zanikati, da se je to zgodilo. Ja, oprostite. To pa spet nismo neumni, da bi tega ne vedeli. Ampak pustimo bolj očitno večjim poznavalcem, da nas naučijo mogoče kaj novega, da mogoče nam razložijo, kako je kaj, potekalo pokristranjevanje poganov, pa kako je strani Rimljanov samih, da se razumemo. In kako so nastala ta, kako bi se rekel, docilizacija celotnih populacij preko religije. Lahko se gremo, pregovarjati besedo za besedo in kako smo in kako drugače, na slepice pa ne moramo. Ne moramo reči, da se to ni zgodilo, če lahko, malo odpremo po internetu in vidimo, da so stvari zelo jasne. In mi je žal, ampak jaz to moram o tem govoriti. Če sem koga užalil, se mu opravičujem. Sprav, ljudje so v veliki preizkušnji z Muavijo in nekaj let pozneje sledi še Karbala, sledi še veliki ep Karbale in v Karbali se zatiranje in tema zgrdeta nad muslimanski narod. Se pravi, pravičnost, ki je obstajala v času vladavine preroka Mohameda, sallallahu alejhi ve ale, izgine. Prava vera je skoraj zadušena kot sveča, ki ugasne sredi noči. Se pravi, ljudje so v veliki preizkušnji, fitni in ne vedo, kaj storiti. Takrat se imam Hosein alejhi salam odloči, da bo z majhno skupino vernikov odpotoval proti Kufi in v deželo Karbalo, kjer se bo soočil v zadnji bitki proti neveri. Se pravi, družina Abu Sufjana, Beni Umaja, se na bojišču sooči z Beni Hašemom. Vera se postavi nasproti neveri, ta epska bitka postane osrednja točka šiitskega islama, dogodki Karbale se vsako leto obnavljajo v mesecu Muharramu. In islam je v bistvu rešen zaradi dogodkov v Karbali in poguma imama Hoseina alejhi salam, ki je stopil v to bitko. In to močno usporednico s hindujskim svetim besedilom Bhagavad-gita, ki prav tako govori o tej bitki. In to nekako je vsakmu, ki je obe knjigi prebral, vsak, ki je prebral Koran, vsak, ki je prebral Bhagavad-gito, mu je jasno, to sta dva teksta, mogoče
kakšen otrok, ne, ki je 12 let star, vzame oba teksta v roke, pa reče, lej, kaj se pa dogaja s temi ljudmi, ne, zakaj pa zdaj ne dojamejo tega, ne, a so mogoče butasti, ne, pač niso, ampak je navidezen, ne, je res privit, ne, ki vidiš enega vernika, ne, ki ti razlaga o religiji, pa rečeš, lej, se ti zavedaš, kakšno neumnost si rekel in reče, ne, neumen si ti, ne, in rečeš prav, ne, jaz bi rad bil neumen, ampak ne morem biti, ker imam preveliko konkurenco v tebi, ne, vidiš, tudi neumen je težko biti, ne, ker so eni pa tok, da tudi če mu rečeš, da dež pada, bo rekel, da sonce sije, ne, kaj češ mu pol razlagati, ne, zato je to pač zelo nenavadno, ne, ampak tako je, ne, in mislim pač, da bi se Krišna danes morda samo nasmehnil, ne, ko bi videl, kako se muslimani in v Pakistanu, seveda in Indiji, pač hindujci med sabo v sporu, čeprav prepovedujejo isto zgodbo in se držijo pač, ko sem rekel, iste pripovedi, ne, vsaka stran pa drugo dojema kot sovražnika. Indijci vidijo pač pakistanske muslimane kot tiste, ki igrajo vlogo sinov slepega brata, se pravi ta prvega, ne od tega od Panduja, ne, ki so izbrali materialni svet in zapustili Krišno, ker so sprejeli islam. Pakistanski muslimani pa hindujce vidijo kot kurejške nevernike z mnogimi mogovi in maliki, ne, se pravi, to je pa totalno svaljeno, ne, ker pač to je pa eno drugo, razumeš, ne, to sploh niso, ker Kurejš, ne, je arabsko pleme, ne, ko da Barata ima zelo malo, kakršnikoli Kurejš in temi stvarmi, ne. Ampak pustimo te vse vede tamle, ki okoli laufajo, ker pač je treba razumeti, da ni glih dobro pač z nevedneži imeti, pač, ker ne bojo razumeli, ne, ti lahko rečeš, lej, tamle piše to, pa to ne razumem in če človek ne razume, lej, je konc pogovora, ne, se je treba drugače pogovarjati, ne. In zanje Indijci, naprimer, v njihovem epu, ne, igrajo vlogo Abu Sufjana, ne, in politeistov iz Meke, pač po interpretaciji teh veleumov, ne, si lahko predstavljate kaj bolj lunatičnega, ne, in zato menijo, da imajo versko dolžnost biti proti njim, ne, si predstavljaš to, ne. To, da če bi vsak izmed njih prišel do zavestnega razumevanja, ne, če bi sam poslušali, ne, kaj Abbas Ali govori, da so morda na isti strani in da sta bila tako Krišna kot prerok Mohamed sallallahu alejhi ve sellem božji avatarja ali poslanca, bi lahko dosegli skupno razumevanje. Ampak to se ne bo zgodilo čez noč, ne. Še naprej je treba brati Bhagavad Gito, ne, jo preučevati, ne. Lej, to pleme je bilo tam, Panduji so bili proti nam, Arjuna je šel proti nam in saj v njemu obstaja veliko skrivnosti ter izrekov in naukov Krišne, ne, ki so enaki naukom in besedam preroka Mohameda, sallallahu alejhi ve sellem, imama Alija in imamov iz Ahlul Bejta, alejhi salam. Tako zelo, da presega možnost naključja. In kot je rekel imam Ahmed al-Hasan, alejhi salam, naključja ne obstajajo, ne, ker pač, ko nekdo vidi to veliko sliko, ne, kako je to v resnici, v kakšnem kvantnem paradoksu se človeštvo nahaja, bomo brez dvoma z božjo pomočjo dokazali, da je hinduizem ena izmed božanskih ver, ki so bile razodete, in hvala Bogu, gospodarju svetov, in naj so nam blagoslovi nad Mohamedom in družino Mohameda, imami in Mehdi, ter naj bo dodeljen popoln mir in hvala lepa. In to je to, se pravi, kar se tiče hinduizma in islama, bom jaz nadaljeval, dolžan sem vam še tole, kaj sem rekel, da bom dal gor, Bhagavad Gita, se pravi, v angleškem jeziku, in imam namen še en drug ep prebrati z malo bolj ambientalno verzijo, tako da bom postavljal na kanal dosti tekstov, tako da bodo lahko ljudje primerjali, ne, bodo mogoče lahko rekli, ne vem, ta človek se pa moti, ne, ali pa ta človek pa zdaj nima prav, ali pa bojo povedali svoje mnenje, ne, ampak
Izvolite, evo, danes nismo imeli gosta, evo, imeli smo eno kritiko, sem postavil, evo, Dajđa Suli direktno za tebe, ki si rekel, da so kipi, da jih imajo samo krščani, ne. Vidiš, tamle sem ti postavil pač celo napis pod monumentom, pač, ko piše pač, kaj je poslanec rekel in tudi drugi potomci Mohameda sallallahu alejhi ve alej, kaj so si menili o postavitvi kipov in sem tudi razložil, sem postavil celo epizodo na internet. Tako da srečno glede tega. Hvala vsem, ki ste bili z mano danes in bodite v redu in Allahumma salam Mohamedu ali Mohamed ali ima Mehdinu salam taslima. Vidimo se spet jutri in bodite v redu in zdravi in živi.